Range Roverji krivdo so se razpasli takšni majhni premium križanci. Več kot 800 000 so jih prodali že do tega in kdo jih je kupoval? Ja, Victoria Beckham in vse, ki želijo biti kot ona. Fuzbal mame jim pravijo, ker njihov avto ne sme izgledati nič slabše kot pa 2000 evrov vredna torbica, ki so jo dobile za 37. rojstni dan. Pa se zato ob tem novem Evoqueu počutim kaj manj moško? V bistvu ne, ker me spominja name, je tak visok, postavljen, nabit. No, nisem si čisto podobna, je pa oblikovno zelo simpatičen. Mene vedno navdušijo te ozke luči, izgledajo agresivno in srepo gledajo naprej, tako kot jaz, ko sem na koga jezen. No, pod njimi pa ta nabita maska, ki s tem paketom Air Design izgleda precej hudo. Nekaj zunaj še vedno pusti prepoznaven in zelo dober vtis, kaj pa tukaj znotraj? Po vzoru velarja, ki ga seveda posnema na vseh področjih, je tukaj zelo malo stikal in zelo veliko lepih zaslonov. Vsi imajo zelo dobro ločljivo, zato se na njih lepo vidi. Tega med vožnjo sicer gledam bolj malo, ker imam pred seboj še projekcijo z velikimi številkami. To mi je všeč. No, tukaj pa so tudi dobro naredili, da se temperatura in glasnost nastavljata posebej in s pravimi okroglimi gumbi. In tale se prav lepo vklopi, ko prežgeš motor in potem nagne toliko, kot si ga prej imel nastavljenega. Ja, tole mi je še najbolj beden del tega avtomobila, ko takole traktorsko zaropota. Bi se mu bolj podal kakšen drug motor. Dizelski 4-valjnik D180 bo verjetno najbolj pogosta izbira v tem avtu in motor nam že prej ni bil všeč v Jaguarjih in ostalih Land Roverjih, ker je glasen in ne posebej varčen. Zmogljivostmi sicer nima težav, ni počasen, lepo pospešuje, ampak ima vseeno kar precej dela, ker tale Evoque tehta samo 100 kg manj kot 2 toni. Ja, precej veliko za tako kompakten avto in to se med vožnjo pozna. Kljub zmogljivemu podvozju deluje preveč napeto, na slabi podlagi, pretresa, sploh s takšnimi 20-palčnimi platišči, ki sicer izgledajo fantastično, se to še bolj čuti. Očitno so vse skupaj potem želeli kompenzirati s premalo obteženim volanom, kar prelahko se vrti glede na vse ostalo, ampak tukaj so najbrž potem mislili na voznice, ki jim bo všeč, kako lahkotno deluje, čeprav avto sam po sebi sploh ni lahkoten. Se pa tudi večina voznikov Evoquea najbrž ne bo hitro zapodila v ovinke, ampak bolj naravnost po mestu. Ravno zato sem presenečen, kako dobro se Evoque znajde na terenu. Oziroma bi se, če bi ga upal tja zapeljati s temi gumami. Po novem lahko brede po 60 cm globoki vodi, tako da lepotic, ki so doma v Podpeči, niti poplavljena cesta pri Črni vasi na Barju ne bo ustavila, ko se jim bo recimo mudilo na casting v Ljubljano. Od tal je oddaljen visokih 21 cm, kar je dovolj tudi za najvišje pločnike, 4-kolesni pogon pa po novem samo odklaplja zadnji kolesi, da prihrani malo pri gorivu, ko je cesta nezahtevna. Zanimivo je, kako močno se čuti pojemek, ko spustite plin, ker del energije novi Evoque shranjuje za elektronske naprave tukaj v avtu, no motor pa se izklopi še preden se ustavite na semaforju. V mestih se bo to morda poznalo za kakšen deci ali pa 2, tukaj pa v bistvu ne. Trenutno je poraba švoh 8 litrov. Torej, mešani občutki, nor avto, zelo lep, eden najlepših sploh med križanci. Notranjost je lepa in dobro izdelana, edino prostor je malce omejen, ker je vseeno relativno kompakten avto, po dimenzijah skoraj identičen tistemu predhodniku. Vožnja po cesti pa tako, za moje pojme bi moral biti malce bolj udoben, ampak v tem primeru je treba res potrpeti zaradi tega izgleda. In terenskih zmogljivosti, pravzaprav zelo dobrih zmogljivosti, čeprav jih nobena ali pa nobena itak ne bo rabila. Ima naše priporočilo? Seveda, kje pa lahko dobite tako markanten stroj, ki so ga požegnale celo največje lepotice? Evo, že samo zato se ga splača imeti tudi na moškim.